Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Moč gospodarstva. Smo pred tem, ko bo država izdala prvič tako imenovane ljudske obveznice za vse polnoletne prebivalce Slovenije. Moje ime je Nejc Gole, več o tem pa bom spregovoril s predsednikom uprave Ilirike, gospodom Igorjem Štembergerjem. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo. Ministrstvo za finance bo torej 1. februarja začelo z izdajo obveznic za državljane. Ali potencialni investitorji že kaj kličejo k vam? Kakšen je ta prvi odziv pred tem začetkom? Torej, s 1. februarjem bomo začeli z vpisom. Obveznice bo izdane potem po 16., ko bo vpis zaključen. In sicer, da, interes je prisoten, precejšen. Moram reči, da smo ga pričakovali. Namreč ta produkt in ponudba države z izdajo obveznic je za državljane koristna, tako da pričakovali smo precejšnje zanimanje in tudi zelo verjetno pričakujem in ocenjujem, da bo prišlo do preupisa. Kako ocenjujete ta produkt? Torej, jaz mislim, da glede na sedanje trenutne okoliščine je torej izdaja obveznic strani države primerna poteza, tako zanjo kot za državljane. Menim, da je prav, da državljani participirajo pri nečemu, kar država tako ali tako obrtoma opravlja, to pomeni izdaja obveznice in se zadolžuje, običajno na mednarodnih trgih. Zakaj ta izdaja oziroma zakaj to zadolževanje ne bi se dotikalo naših državljanov in bi državljani od tega nekaj imeli, kar se mi zdi seveda dobro in v tem primeru tako je. Obrestna mera z tega produkta, kot rečeno, je visoka, bistveno višja, kot so depoziti obrestovani na bankah, in država se je tudi prvič nekako priklonila pač vpisnikom in pa kupcem, investitorjem vrednostne papirje z znižanjem davčne osnove oziroma z neobdavčitvijo 1000 evrov davka iz tako pridobljenih obresti. Vpis bo, kot rečeno, potekal med 1. in 16. februarjem. Ilirika je eden od 5 distributerjev, kjer bodo državljani lahko vpisovali nakup obveznic. Kaj svetujete tistim, ki načrtujejo vpis in nakup? Torej, glede na, po moje oceni, precejšnji interes, smo se skušali pripraviti oziroma smo se pripravili, po mojem mnenju zelo dobro, namreč vrata poslovalnic bodo odprta bistveno dlje kot običajno, in sicer med 8. in 19. uro. Tudi ob sobotah, to pomeni, da smo na razpolago domala več kot cel poslovni dan. Pripravili smo tudi vpis preko izbranih poštnih poslovalnic, Pošte Slovenije, za zainteresirane vpisnike in pa priporočam zagotovo in svetujem, da kdorkoli le lahko opravi vpis preko spletne identifikacije, uporablja to pot, to pomeni, da od doma odpira trgovalni račun in od doma nakazuje denar in naroča oziroma želi kupiti oziroma kupuje ljudske obveznice. Komu ljudske obveznice koristijo oziroma za koga so primerna naložba? Torej, v vsakem primeru menim, da je s tem produktom na mizi en produkt več, v katerega lahko ljudje vlagajo, s katerim lahko razpršijo svoja sredstva. Prepričan sem, da je primeren pravzaprav za čisto vse vlagatelje. V portfelju vsakega je zagotovo primeren tudi neko mesto, vsaj v nekem majhnem delu, recimo za mlajše vlagatelje. Produkt obveznic, ta je s fiksnim donosom, je zelo likviden, namreč po pridobitvi obveznic bodo lahko državljani Slovenije le tega prodali na Ljubljanski borzi. To pomeni, da v primeru spremenjenih okoliščin v družinskem proračunu ali pa proračunu posameznika bo katerakoli oseba v zelo kratkem času, 2-3 dneh lahko prišla do likvidnih sredstev, to pomeni tudi denarja. Kar se mi zdi, da je z strani naložbenika, kot ste vprašali, investitorja, pravzaprav ta produkt namenjen vsakemu, ki hrani, ki varčuje, ki ima neka sredstva in z njimi želi seveda v prihodnosti ali pač nekaj kupiti, imeti neko zalogo za starost ali pa morda se lepo imeti. Obrestna mera je 3,4%. Kako ocenjujete to obrestno mero?
Torej, ja, seveda, vedno bi lahko bila obrestna mera višja, lahko tudi manjša, ampak jaz mislim, da v danih okoliščinah je to zelo korektna, morda celo dobra ali pa zelo dobra obrestna mera. Težko je predvideti, kaj se v prihodnosti bo dogajalo v smislu zaostritev geopolitične situacije, ampak vkolikor ohranimo sedanje stanje in vkolikor bo Evropska centralna banka dejansko začela z nižanji napovedanimi ali pričakovanimi v drugi polovici leta, sem prepričan, da je to zelo dobra obrestna mera. Zdaj, če malo preračunamo, zdaj vlagatelj lahko za 10.000 evrov vložka prejme 340 evrov obresti letno, za dobrih 29.000 bo prejel nekaj pod 1000 evrov obresti letno, ne? To je ta meja, za katero ne bo treba plačati davka na te obresti. Seveda pa imajo vlagatelji tudi stroške, tisti, ki še nimajo trgovalnega računa, ga morajo odpreti z vzdrževanjem in tako naprej. Ne? Kakšni so zdaj ti stroški, ki znižajo nekoliko donos? Da. Torej, tudi v tem segmentu ali v tem delu, ki je zagotovo za stranke pomemben, smo se prilagodili, skušali čim bolj znižati stroške na mejo tudi naše poslovnega pač nekega minimuma, in sicer smo za vse, ki bodo želeli komunikacijo naprej preko e-maila, to pomeni, da govorimo o ne popolnoma konvencionalnem in konzervativnem poslovanju, smo znižali stroške na 15 evrov, torej naše stroške na letni ravni. Tukaj je treba prišteti še stroške KDD-ja, ki jih KDD obračunava vsaki stranki oziroma obračunava nam in jih prenašamo na stranko, ampak tudi tukaj je KDD znižal nekatere stroške do 30%, nekatere stroške do 50%. Skratka, to je pač neka naša ponudba in prepričan sem, da bomo na trgu med najcenejšimi, najugodnejšimi ponudniki. Se pravi, na kaj mora biti se stranka pozorna, ko išče podatke o stroških odprtja in vodenja računa? Tudi, če je elektronsko, je lahko ceneje. Ne? Elektronsko je polovico ceneje pri nas skoraj da. Klasični način je, mislim, da 28 evrov, elektronski način je 15 evrov. Iz stranki seveda svetujemo, naj si preden se odloči kjerkoli upisati pri kateremkoli distributerju, naj si pogleda cenike vsakega, naj podrobno vpraša, naj si sešteje, naj izračuna, naj bo z vprašanji pač tako temeljite, da si razjasne sliko, naj si napiše tabelo ali tabelico vsakega distributerja in ne se odloči seveda tako, kot njej najboljše odgovarja, in ja, naj si pač to seveda premisli in izračuna. Se pravi, tisti, ki želi vpisati obveznice, mora priti do enega od distributerjev. Kaj potrebuje? Torej, potrebuje standardne stvari, torej osebni dokument, ki je danes lahko osebna izkaznica, potni list ali pa celo novejša oziroma nova vozniško dovoljenje, davčno številko, EMŠO ima tako ali tako napisan, skratka, to je vse. Kje pa lahko oddajo naročila? Vsi so že prej rekli, so poslovalnice in elektronska pot, ne? Torej, pot preko spleta je seveda in zagotovo najbolj praktična, kajti vse potrebne faze vpisa in nakupa lahko, kot rečeno, interesent, kupec obveznic izvede od doma, popolnoma in samostojno. Seveda se lahko zglasi tudi v poslovalnici, ampak elektronska pot ne pomeni pot samo od doma. Elektronska pot pomeni, vkolikor stranka želi kasneje v komunikaciji uporabljati e-mail naslov, ne pa navadne pošte. Torej, tukaj vsi delimo distributerji na navadno pošto in na klasične pogodbe, ki jih pošiljamo v pisemskih ovojnicah, in pa na pošto, ki jo pošiljamo stranki po torej e-mail naslovih. A se stranke zdaj bolj v zadnjih letih na ta elektronsko pot obračajo? Torej, je to nek trend? Torej, ja, lahko rečem, da recimo od obdobja 2018-2019 se je temeljito spremenilo, redko kdo še želi uporabljati stari način, torej pomeni, da mu se pogodbe pošilja v priporočeni pisemski ovojnici ali da se mu printajo stvari. Ja, večina 95% strank, klientov, interesentov uporablja e-mail pot in pa e-mail naslov. Nekateri vlagatelji že nekaj časa kupujejo državne zakladne menice. Kakšna je primerjava vlaganj v zakladne menice z vlaganjem v to ljudsko obveznico glede stroškov, donosa, obdavčitve, varnosti? Ja. Torej, da, imamo
vrednostna papirja, namreč pri obeh je nosilec odgovornosti oziroma izdajatelj država, kar pomeni, da za posojeni denar odgovarja država. To je najmanjša stopnja tveganja pri vrednostnih papirjih, torej pomeni najbolj po domače povedano so sigurni. Zakladne menice so kratkoročen vrednostni papir, 3 mesece, 6 mesecev in 12 mesecev, potem se po večini karakteristik ločijo od obveznic. Na drugi strani za zakladne menice ni davčne olajšave, velja samo za ljudske obveznice, to je recimo prva pomembna razlika. Druga pomembna razlika je, da pri ljudski obveznici imamo obrestno mero 3,4%, pri zakladnih menicah je segala obrestna mera, mislim, da najviše 3,28%. Oba papirja sta likvidna, to pomeni, oba papirja lahko prodate in pridete do finančnih sredstev takoj v 2 dneh, vam borzno-posredniška družba mora nakazati tako prodan papir oziroma sredstva iz tako prodanega papirja. Pričakujem, da bo tudi pri ljudskih obveznicah povpraševanje po obveznici kasneje na trgu Ljubljanske borze precejšnje, namreč pri ljudskih obveznicah teh ne morejo vpisati podjetja, kar zakladne menice lahko, ne morejo vpisati tujci, kar zakladne menice lahko, in ne morejo vpisati finančne inštitucije. Z tega naslova sem prepričan, da bo interes in pa zanimanje za ljudsko obveznico pri višji obrestni meri precejšnje, kar torej me postavlja v položaj ali mnenje, da sem prepričan, da bo cena na borzi dobra. Morda še to, samo ljudske obveznice lahko vpiše SP, torej samostojni podjetnik, posameznik, ki se ga sicer tako ali tako v zakonodaji oziroma v predpisih smatra kot fizično osebo. Skratka, to pomeni, da pričakujete, da bo obveznica likvidna na borzi, da bo dovolj povpraševanja, da bo mogoče prodati. Ne? Torej, glede na moje izkušnje dela v tem sektorju, mojo oceno, glede kvalitete vrednostnega papirja oziroma kvalitete ljudske obveznice, da sem prepričan, da bo povpraševanje visoko. Od česa je odvisna cena obveznic od izdaje do zapadlosti, za tiste, ki bi želeli potem trgovati na borzi? Torej, zagotovo je odvisno od preračuna, kaj ostane od obrestne mere, kaj pomeni tveganje, ki sem, kot rečeno, prepričan, da je majhno, in pa seveda od neke ocene naložbenika, koliko prostih sredstev ima in kaj želi, kako želi zapolniti svoj portfelj. Ja, seveda, če kasneje bo obveznico prodal, recimo, če jo proda 6 mesecev pred zapadlostjo, nižjo ceno bodo seveda takrat dobiva, ne, to je normalno. Dajmo še kaj reči o davku. Za obresti do 1000 evrov torej ne bo treba plačati davka. To pomeni, da ob tej obrestni meri davka ne bo treba plačati za vplačilo glavnice tam okoli 29.411 evrov. Zdaj, treba pa je povedati, ne, da se te obresti seštevajo, spravi, če ima nekdo dobiva obresti od depozita, se seštejejo s temi obrestmi od obveznice. Zdaj, kako vi ocenjujete ta predviden davčni ščit? Torej, ja, zagotovo je ljudska obveznica namenjena ljudem, množici, državljanom in ne posameznikom, ki bi morda lahko plačali preko 100.000 evrov. Torej, jaz sem prepričan, da je zakonodajalec oziroma izdajalec obveznice si nekako izračunal, kaj se njemu zdi neka povprečna ocena vložka posameznika v obveznico. Zagotovo vidijo množico tukaj nekje med 15 in 40-50 tisoč evri in verjetno je temu primeren znesek izračunan. Je pa res tudi, da verjetno bi z višjim zneskom bila pač neko neskladje med bančnimi vlogami, depoziti in pa seveda tudi nakupom obveznic, in to je neko delikatno področje, ki je prav in jaz mislim, da je tudi pametno, da se ga lotevajo postopoma. Morda še to, tukaj se seveda dotaknemo morda vprašanja, ki je že leta v zraku, ali pa je tudi že bilo napisano in pa naslovljeno na zakonodajalca, kaj država dobi z obdavčitvijo kapitalskih dobičkov. Koliko je tukaj znesek, ki ga letno sploh država dobi? Po moji oceni je to nekih 35 do 45 milijonov evrov, kar za državo ni veliko. Mi bi zagotovo imeli neprimerno bolj razvit trga kapitala in zelo verjetno tudi kakšne IPO-je, to pomeni delnice, ki se vrstijo na borzo, ko nekdo od starejših podjetnikov nima naslednikov in želi podjetje prodati tako, da ga razdela med delnice in potem delnice proda. Skratka, to bi zagotovo bila velika spodbuda in jaz mislim in pametno
pametno bi bilo temeljito razmisliti, zanalizirati ta pobrani davek od kapitalskih dobičkov, ki je po mojem mnenju neznaten in koristi države se lahko povsem drugje, bistveno drugačna. Imela bi namreč precej več o domačih, torej slovenskih delničarjev med blue chipi, pomeni lastništvo slovenskih družb, kot je Krka, Telekom, Zavarovalnica Triglav, Pozavarovalnica Sava, bi bila neprimerno bolj slovenska in jaz mislim, da za narodovo samobit in pa za neko vzdržnost, pa tudi za prihodnost je le prav, da smo lastniki večine teh družb, ki so dobre, ki dobro delajo, poslujejo, ki so sistemske in ki so pač toliko časa na trgu, da je neka stabilnost zagotovljena. Torej za nek razvoj trga kapitala bi bilo treba nekako drugačno rešitev glede obdavčitve. Pa jaz mislim, da sploh to ni žrtev, ker, kot rečeno, država tukaj z tega naslova kapitalskih dobičkov sem prepričan, da pobere tako majhen, neznaten davek, da če bi imela recimo davek 0,2 in bi populacija namesto da kupuje delnice v tujini, kupovala delnice doma, ker bi stroški bili bistveno nižji, sem prepričan, da bi z 0,2 ali 0,3 ali pa 0,5 in ne 25% bil znesek, ki bi bil pobran v okviru davkov, po moje enak ali višji. Rekli ste, ne, ta naložba je varna, za njo stoji država, ampak vendarle ne, ljudi zanima, znani smo, da večina premoženja je v vlogah, ne, v bankah. Kako varne so obveznice v primerjavi z bančnimi vlogami? Torej, jaz mislim, da razlika med tem zneskom, ki ste ga navedli, torej pomeni med 26 milijardami in pa denarjem, ki so ga stranke pripravljene ali ga bodo investirale v ta produkt ljudskih obveznic, seveda ni razlog tveganju, ampak je razlog zelo verjetno ne dovolj veliki skrbi in interesu samega zase, kajti pot na banko je najlažja. In drugič, zelo verjetno tudi, smo generacija, ki nima tradicije z borzo. Borza, kot veste, je ustanovljena 30 letja ali pa morda nekaj več. In to je proces, ki ga ljudje spremljajo od šole do pogovoru v družini, do spremljanja v medijih, do pozitivnih izkušenj. Na ta način se širi seveda zavedanje, vedenje in pa tudi sama ta prepričanost o investiranju tudi nekega dela na borzo in pa seveda v vrednostne papirje. Torej, vprašali ste me, koliko je tvegana ljudska obveznica v primerjavi z depoziti. Zagotovo je država prva in osnovna najmanj tvegana naložba. To pomeni, država je steber, na katerega se pravzaprav obešamo vsi. Banke, finančni posredniki, finančne institucije in se pričakovati je seveda neprimerno prej, da če pa že kdo ima za propasti, bo prej propadla banka, finančni udeleženec ali pa institucija kot pa država. Kakorkoli obrnemo, pa tudi rok, tukaj 3 leta je tako kratek, da mislim, da v tem roku je 99%, da se z državo nima kaj slabega zgoditi. Pri finančnih posrednikih, pri bankah, pri gospodarskih družbah je pa stvar seveda bistveno drugačna. Ena napačna poteza vodstva lahko temeljito zamaje podjetje, banko, finančno inštitucijo in seveda lahko sproži take in drugačne posledice od tožb do velikih škod, odškodnin ali pa do slabega poslovanja. Tako da država je zagotovo najmanj tvegana. Ta papir je neprimerno bolj varen kot pa kakršnakoli naložba druga v bančne inštitucije, v depozite in tako dalje. Bo državna obveznica tudi v vašem osebnem portfelju? Torej, zagotovo starejši člani družine bomo participirali pri vpisu in nakupu. Tudi potem podjetje kasneje, ko lahko na borzi kupi? Zagotovo bom z viški denarja, ki ga pač ne namenjamo razvoju ali pa pač potrebam za napredek podjetja, zagotovo kratkoročno tudi skušal kupovati, seveda, vkolikor bo bila obrestna mera dobra in vkolikor bo bila priložnost na trgu primerna. Hvala lepa za te vaše odgovore. Hvala lepa pa tudi vam za poslušanje. Hvala za povabilo. Nasvidenje.